V gledališki kavarni smo v Mariboru, delamo CV intervju, vi, ki boste to gledali leta 2025, 1. decembra ali pa 1. januarja 2026. Predstavljamo vam Alenko Cilenšek. Cilo, lahko rečemo Cila, ne? Vse so te klicali, tak? So, nekateri me še danes. Ja. Kakšne natakarce mlade sploh drugega ne poznajo, reče, gospa Cila, tukaj toliko ste dolžni od včeraj. No, to ni bilo dosti krat, da sem bila dolžna. Ne, samo povem. Ali si bila? Kaj? Dosti krat dolžna na šanko? Ne, tu v Italiji, veš, Ja. ko smo šli kar čez pauzi. Italija, to je za gledališčem, ne? Ja, pa nisi imel mogoče ravno denarja, pa si rekel, dajte zapišite, ne, pa je bilo napisano Cila, ne, ampak rekla je gospa Cila. Ja, seveda, to je netovršica. To pride iz priimka. Ja. Cilenšek, ne. Moj bratranec je hodil tu na fiskulturno šolo, njega so celo življenje Cile klicali. No, ampak tvoj oče pa je bil muzikant, ne? Moj oče je bil operni pevec, solist, pa režiser operni. Jaz sem v Mariboru? Ja. Ja? Še pred drugo svetovno vojno? Ne, po. Ja. Tako hudo še ni bilo. Ne, saj Ja. In kaj pa mama? tudi. Saj to boš Tudi me vse vesel del. vprašal. Ja. Vse te sprašujem, že snimava, že delava. A že? Ja, seveda, že teče, že 5 minut smo imamo intervju. Super. No tako, ja, glej, moj oče je prišel iz Ljubljane, so ga povabili po drugi svetovni vojni, ne, ko so tukaj zopet ustanavljali gledališče slovensko in opero slovensko. In on je bil operni pevec, že v Ljubljani, operni pevec, solist, tenorist, je pel pač te glavne vloge v Traviati, Aerozonega sveta, Trubadur in tako naprej. In je tukaj nekaj let prepeval, potem je pa počasi postal asistent režije operne in režiser. In je pa umrl, ko sem imela 17 let in se z mojo mamo nista poročila, tudi živela ne skupaj. Moja mama je pa bila mlada operna zboristka, več kot 20 let mlajša od njega in se zaljubila v njega kot v osebnost in kot človeka in kot pevca. On pa v njo, ker je bila lušna, mlada in tako naprej. No in potem se je pa mama poročila s svojim kolegom iz zbora, tako da je tu že tretji iz tega gledališča, iz opere. Mamin priimek, nismo povedali. Darinka Cilenšek. Moj oče pa se je pisal Anton Nino Uršič. In potem se je pa moja mama poročila s kolegom Franjo Potočnik, ki je šel v času našega skupnega življenja, družinskega, študirati že čez 30 let star na Ljubljansko akademijo režijo in je postal operni režiser in je bil potem tukaj v tem gledališču v operi do svoje penzije režiser. Tako da jaz sem gledališki otrok totalno. Ja. Cela familija, ne. In jaz sem kot otrok, recimo nisem bila v vrtcu, ne, ampak sem ogromno bila tudi tukaj v teatru, recimo pri frizerkah, pa v garderobi, pa pri garderoberkah, pa v loži ob odru in sem gledala te včasih vaje, včasih predstave, čisto majhna, še preden sem šla v šolo, sem že znala te razne arije, znane operne na pamet, ker takrat so se še v slovenščini pele, veš, ne. In pa je bilo zanimivo, sploh za naše sosede v hiši, ki so me večkrat povabili, joj, daj Alenka, jaz pa povem tisto iz Madame Butterfly, Kotletje, ta ročica. Takrat se je pelo v slovenščini, zdaj se ne poje več opere v slovenščini? Ne, zdaj se vse opere pojejo v originalnih, tako kot so bile napisane, ne. To je zato, ker, mislim, imamo premalo teh slovenskih opernih pevcev, zelo kvalitetnih, ne, tako da lahko to prihajajo iz celega sveta, lahko pride Japonec, pa tukaj gostuje Rus, ne vem, kdorkoli, ne, in poje z ostalimi v istem jeziku in so vedno nadnapisi, tako je zdaj. Ja. Takrat so pa To so peli nadnapisi, niso podnapisi. Nadnapisi, ja. No, takrat so pa peli v slovenščini, ki pa moram reči, je pa bila včasih tudi malo čudna, ne, ker so pa tudi bili kakšni Italijani pa to in se potem to malo čudno slišala, ta slovenščina, ampak nič hudega, no. No, da nadaljujem, ti sosedi so me včasih povabili da sem jim pela, ne, bila sem pa tako malo večja od mize in jaz sem pela čisto resno, podedovala sem pač seveda posluh in glas in sem si že pri rosnih letih služila pudinge in kekse kot plačilo za moje petje. No, to bi bilo to. Potem pa
Potem pa si bila pridna. Ja, Ali seveda. nisi bila pridna kot otrok? Kje? Ja, povsod. A ja, pridna? Ja, ba je, Ja, da veš, sem... kako reči, za ene reče, da so pridni, drugi Ja. pa so res, da so žleht. Ne, za mene so rekli, da sem bila zelo pridna in sončen otrok, takšen, veš. Vedno vesela, dobre volje, vedno sem si prepevala in pridna, zelo. Odličnjakinja v Ja, no. 8-letki, tam smo imeli dramski krožek, tam sem igrala dosti tudi neke glavne vloge. In, Stanovali pa ste tu blizu nekje, ne? stanovala sem takrat v ulici Kneza Koclja do 17. leta. Potem sem se pa preselila tu pri parku, ne? In tu še vedno živim, še vedno v istem stanovanju. Ja. No in potem pevski zbor, srednja šola, smo peli pri Ivu Pinteriču, to je oče Alenke in Brede Pinterič, ne? O katerih bomo še govorili. On je ustanovil pevski zbor, nas je pobral vse najboljše pevce iz vseh srednjih šol in smo krasno peli in nastopali, tudi tekmovalno in tudi nagrado dobili. Alenka je tudi bila v tem pevskem zboru? Ja, tudi Alenka je bila in Breda in tudi Ditka Haberl. A vse štiri so bile? Vse smo bile, no in potem smo tu nekako izšle iz tega pevskega zbora ste in prišaltali potem odpetja. na Beatlese? Alenka se je grozovito navdušila, ne, to vse morate prebrati njeno knjigo, kdor je še ni. The Beatles, Tito in jaz, ne, je naslov knjige. In tam opiše tudi to obdobje naše. No, ampak ta preskok me zanima, ne? Kako se je ta zgodil preskok? Vi ste v pevskem zboru ste verjetno pele partizanske pesmi, domoljubne pesmi. Ja. In potem Glej, ni to imelo dosti zveze s tem, toliko samo, da smo pač vse dobro pele in imele posluh. Medve z Alenko so bili sošolki tudi, ne? In ona je ustanovila tele The Chains, ne? Ki so pele samo Beatles že prej in sta bili dve drugi pevki. Ena je bila baje zato, ker je imela gramofon, zato da so lahko... Gramofon, druga pa je imela magnetofon, celo baje, da so se takrat snemale. Tudi, ja. No in ona je enkrat slišala, piše tam v knjigi, da neko skozi okno, eno pesem, ne, in da jo je kar pribilo in ustavilo in tako, in potem je nekako zvela, da je to od The Beatles skupine, ne, in potem je začela vse to poslušati. Na koncu je celo maturitetno nalogo delala v angleško o Beatlih, ne. To je bilo tako unihatno takrat, ne. Pa kaj je že takrat šlo za nek upor mladine proti tisti ustaljeni kulturi, mogoče celo stari kulturi, ali kaj, zakaj je šlo, da ste se odločili za petje Beatlov potem? Ali je to kar tak? Ker pevski zbor potem več ni bil, pri pevskem zboru niste ostale, ne? Ni bil več aktualen pevski zbor? Smo še ostale, ja. A ste? Ja, to je bilo nekaj čisto drugega. Čisto Pa ni bilo tako pogosto, ne. Pa ni bil upor, ni bilo to uporništvo? Ne, niti upor malo. Proti stari generaciji, starejšim? Sploh ne. Ne, to je bilo samo iz veselja do novih zvokov, nove glasbe, ki je prihajala, ne. In Alenka nas je s svojim navdušenjem res tako navdušila, ne, daj pridi, recimo je rekla meni, zato ker pač ena potem ni več smela in tako naprej. Jaz sem pa potem še Ditko povabila, ne, ker ona pa je bila še notalna, ne, se učila violino in luškana in tak. In je rekla Alenka, joj, ona je pa tako Paulu McCartneyju podobna, on je tam najbolj luškan, ona bo Paul McCartney, ti boš George Harrison, jaz, ker sem glavna, bom John Lennon, Breda, ona pa bo Ringo Starr. Bobnar, ne. No in potem smo se te pesmi, ona jih je presnela, smo pele, se učile večglasno, pri meni doma. Jaz sem imela tako liberalno familijo, ne. Moj oče mi je kitaro igral, tudi kitara je bila doma in smo potem vadile doma ali pa pri Alenki doma. In potem nastopi so pa bili, ni jih bilo dosti, ne. Kar se meni tiče, prej sem jih šla že jaz enkrat poslušati v dvorano Nigrad. Tam so imeli en nastop in to je bilo pravo norenje, ne, mladina čisto noreli.
ker smo bile prve. Ne? One so imeli nastop takrat, ko si šla gledati, korali so jih spremljali, ne? Band ali so same pele na odru? Ne moreš sam peti, No, ja. mora biti band. Band je špilo zadnji, ne? Bili so korali, ja. Korali, ne? In tudi nas so spremljali korali, smo se še k njim na Pobrežje vozili, jaz s kolesom na vaje, ne, da smo potem to sestavili in da stopali pa v Halice, pa na kmetijski šoli je ena taka fina velika dvorana z odrom, pa na glasbeni šoli velika dvorana z odrom. Tu čez cesto tudi v klubu mladih? Veš, da se ne spomnim, mogoče res, ja. Ampak vem, da smo se v Celje peljali in smo tam v tistem domu, ne, kulturnem, polna dvorana in smo pele. Tam sem se mogoče že prvič odločila, da se jaz s tem ne bom ukvarjala v življenju. Zakaj? Naporno je? Ne, ni mi bilo preveč všeč, zato ker je, ne vem, pač jaz sem navajena v gledališče, prideš, ker kupiš karto, se usedeš in poslušaš, kar ti nudijo, ne. Tam pa prideš, ne, seveda to je bila mladina, ne, in tam noriš nekaj in so metali bombone pa kovance na oder, pa se nekaj drli, pa potem je ena odplesala, ker smo imeli samo 2 mikrofona, bile smo pa 4. Alenka, ki je pela glavni glas, ne, mi 3 smo pa tam v enega čivkale, ne, še, oziroma zelo lepo pele, moram reči, ne čivkale. No in je tista ena kar odplesala v svojem navdušenju z onim mikrofonom in oni 2 pa za njo. Mislim, tako je bilo malo amatersko, ampak tudi zelo, zelo fajn, ne. Tako da fani naši, ne, mariborski, so se z nami, ker smo se v Celje na nastop peljali z vlakom, seveda, takrat še ni bilo tega, toliko avtov, pa to z vlakom. In naši fani so se peljali z nami, tak poln vagon jih je bil, ne. To pomeni predvsej velik uspeh, pravzaprav v kratkem času, ne? Ja, na nek način res, na nek način, ja. Breda je rekla, da ste tudi nekaj denarja zaslužili takrat s tem petjem. No, jaz si tega čist nič ne spomnim, čeprav je Alenka rekla, da si je kupila prvi modrček za tisti denar, ampak meni je to nekam zbežalo, ne vem, če je bilo kaj denarja, ni bilo toliko, da bi si kaj zapomnila posebej, ne. No in potem je pa, veš, ko smo imeli tisti intervju na radiju, ne, ko je Alenka govorila po telefonu. Aha. Ja. Letos. Ja, in je rekla, da potem so pa ene zagrable hormonske motnje, ne, in smo zato razpadle, ne. To je mislila, da ste se... Ja, pač da, kaj pa vem, da sem jaz imela fanta, pa potem več nisem hotela biti z njimi, kar ni res, ni bilo zaradi fanta, ampak je bilo zaradi tega, ker je ona želela, da zdaj pa ne bi več igrale z drugimi, ne, recimo korali ali pa kdo, ker oni so potem že šli počasi svojo pot. Proti Avstriji in Evropi. Ja. Gremo mi inštrumente se naučiti. Sem rekla, glej, jaz nimam pojma. Rekla, glej, jaz ti bom vse narisala. In mi je narisala strune, pa prste, kaj primeš, pa kaj udariš, ne, da bom jaz bas igrala, bas kitaro, ne. In jaz se tisto sicer naučim, pa sem videla, da če se enkrat zmotiš, ne, pa če ne znaš zares igrati kitare, se ne znaš naprej priti, ne veš, kaj bi prijel, potem ti igraš nekaj tam tisto naučeno. Sem rekla, glej, jaz si tega ne grem, ne bom, ne, čau. In potem one pa so, in sem jih jaz šla poslušati tukaj mislim, da je bilo v glasbeni šoli, to je bilo, ja. In prišla je takrat zraven še ena, Adela Rojs, od tega znanega Rojsa, ja. Sestra, ona je bobne igrala, one pa so, skratka, ne bom jih pohvalila, ne, in sem čisto vesela, da nisem bila več zraven, ne. No, iz tega je pa potem izšlo, in jaz sem pa seveda vse te lepe pesmi Beatlov znala peti in smo prepevali tu in tam na kakšnih žurih in tam me je slišala ena prijateljica tistega prireditelja našega žura, Hausbali so se takrat temu rekli, ne. Ja, kako pa ti super poješ, čisto je bila navdušena, je bila pa Ljubljančanka, ne, in je pol prijateljem, ki so pa bili, ne vem, kdo od Belih vran, povedala, oni so takrat imeli 2 pevki Doco, pa še eno, sem pozabila, kako je bilo tisti ime, in ona je šla takrat v Italijo študirati, se mi zdi, in so potrebovali novo pevko, ne. In je ona priporočila mene in pošljejo Bele vrane meni
pošto, če bi prišla k njim v Ljubljano na audicijo. Ne. In sem šla. In so bili seveda navdušeni nad mano in mi smo se že tam nekaj, gremo, smo šli zaliti tam v neki klub novinarjev, naše sodelovanje in potem jaz pokličem mojo mamo, to je bilo že potem po gimnaziji, ne, pokličem mamo in sem rekla, ja, to bi, ampak in tukaj hišo imajo v najemu, pa kombi, pa ozvočenje, pa sobo bi imela svojo, pa hrano, ampak drugače pa ne bi nič zaslužila, zato ker je treba to vse odplačevati, ne. Če bi zdaj od začetka vi malo prispevali, ne. Ne, je rekla, ali se v kakšno službo spravijo, ali pa študirati, je rekla, ker to pa ne, jaz ti ne bom zdaj denarja pošiljala, ne. Sem rekla, ja, glejte, pa nič, ne, ampak jaz imam tu eno prijateljico, ki je pela z nami pri tehle The Chains, Ditko Haberl, gremo lepo, pa se z njo mogoče pogovorite. No in potem so se seveda pogovorili z Ditko Haberl, ki je tam našla ne samo svojo življenjsko pot, ampak celo svojega moža, in tako naprej. No, samo se ne obžaluješ te odločitve, ne? Ne, sploh ne, sploh ne. Muzikantovsko življenje je pravzaprav težko. Vse zato. Ja. Se nisem s težkim srcem odločila, ker ko sem ti že prej rekla, ni mi bil všeč ta način, bolj mi je bil všeč ta način, ki sem ga jaz počasi skozi življenje tu v našem gledališču doživela, kjer sem vsake toliko v kakšni predstavi nastopala. Najprej sem se tu zaposlila, slučajno, začasno, kot šepetavka v drami, ne? Gremo malo še ostaneva pri 60-ih v Mariboru, tej sceni, rockerski. Aha, okej. Beat scena, rock and roll beat so imenovali, rock and roll scena. Zakaj misliš, po tvojem mnenju, je ta scena bila tako množična v Mariboru, ravno v Mariboru? Zakaj v Ljubljani ni bil takšen boom, na primer? Mogoče zato, ker je Maribor bolj podoben bil Liverpoolu, odkoder so tudi takrat izhajale te razne skupine in Beatli in je tudi tako industrijsko mesto kot Maribor, dosti, Bog ve, zakaj, jaz ne vem. Ali pa to eni začnejo in potem drugi za njimi ponavljajo. Res dosti je bilo tega, ja. To je bilo zanimivo, zvočnike so si sami delali, kitare, ne, plošče iz Anglije, to se je vse uvažalo in tako naprej. To je bil res pravi entuziazem in užitek poslušati te fante, kaj so se vse naučili sami. Fante so nosili dolge lase, ne, pa so jih tudi preganjali, frizerska policija, pa to je bila. Ja. Ja, to je res. Jaz se spomnim v mojih gimnazijskih letih tudi en profesor enemu rekel, prosim, da zapustiš razred in da se vrneš, ko boš postrižen, ne. Je rekel, nimam denarja za frizerja, ne. Malo se je šalil, ne. No. Mu je kar on dal, je rekel, evo ti, se moral iti postrič, ne. No. Ampak vi niste imeli probleme zaradi tega, ker ste se ukvarjali z muziko? Ne, zaradi tega ne. Ampak recimo hecen problemček je bil za to. Ali pa kakšnega javnega pogroma, moralne panike tudi ni bilo, zato ker ste bile prve punce, jugoslovanski rock band oziroma... Sploh ne. Takrat se mi nismo imeli za jugoslovanski rock band, ampak za mariborski, ne, rock band. Potem je prišlo baje neko povabilo za, ne vem, ali pokaži, kaj znaš, ali nek nastop nekje. Kaj se je s tistim zgodilo, se ne spomnim. Ali sem še jaz bila takrat zraven, tudi ne vem, se sploh ni bistveno. Ampak do tega ni prišlo, skratka. In potem je šla Alenka sama, ne, in je ona potem postala zelo uspešna v jugoslovanskem merilu in še širše, ker so ogromno nastopali v Rusiji pa tako naprej. No, ampak to, ko si rekel, če smo imeli kaj, ne, fantje, ja, postrič so se morali, mi smo pa, takrat so teh 60-ih mini krila postala moderna, ne, kratka krila, ne, in mi smo seveda, ne, ampak veš, kaj so to bila mini krila, recimo toliko nad koleni sem imela jaz prva, pa še ena moja sošolka Zorana krilo, takšno, toliko nad koleni, ne, in sva morali iti k ravnatelju na zagovor in je rekel, da to pa ne. Da naj kar lepo spustimo tam na kolena ali pa malo pod kolena krila, ne. In ste spustili? Ne, nismo. Eno krilo je bilo tako, zakaj ga bi ne. Pač mogoče tistega nisi v šolo oblekel nekaj časa, dokler se ni pomirilo. To so bili tisti taki začetki. Nič ni bilo. Jaz se ne spomnim kakšnih preveč strogih stvari iz tistih časov. Fantje, ne, oni so bili pa malo bolj, se veš, ne, oni pa so že kaj doživeli, ja.
s korali ste bili dosti skupaj, ste tudi hodili z njimi, ste bili pari? Sploh ne. Ne, noben, ne? Ne. Ne. Oni so bili malo starejši od nas, pa tudi dosti se nismo družili samo na teh vajah, pa na nastopu, vse jasno. Je pa... To je bila torej dosti profesionalni odnos, pravzaprav. Prav profesionalni, ja. Kdo se z njimi dogovoril, se sploh ne spomnim, mogoče Alenka. Mogoče, če boš z njo imel tak intervju, ti bo ona povedala, jaz ne vem. Mogoče katera pa tudi s kom od koralov, kaj, Bog ve, se malo pokoralila. Pojma nimam. Zgodovina je zgodovina, ne? No, ampak zdaj recimo se je pa tale Mirko, ne, Fištravec, priselil v Maribor, eno ulico pod mano živi. Zdaj se pa družimo, večkrat posedimo skupaj in malo se spominjamo tega in onega in on pripoveduje, kaj se je njim še vse dogajalo. Tako da pač vse je tu nekje še vedno. In kako se je ta scena pravzaprav končala, ki je bila tako množična v Mariboru? Maribor se imenovali Liverpool, ne, jugoslovanski Liverpool. To je nekje potem konec 60-ih se razblinilo, v začetku 70-ih, ko se je ta Boom festival, prvi Boom festival, se je ustanovil v Mariboru oziroma organiziral v Ljudskem vrtu, ne? Potem šlo malo na razne, ali ti si že šla potem svoje pot? Ja, ravno, poslušam te in spomnim se malo, ampak to več potem ni bila moja scena, ne, in ni me toliko zanimala, ampak mislim, da je bilo mogoče to tudi zaradi tega, ker takrat, ko smo peli me in tile bendi razni, je bilo prav butasto, če si pel kaj v slovenščini, ne? To se je moralo peti v angleščini, drugače si bil kmet, se je temu takrat reklo, ne? Potem je pa prihajalo do tega, da so vedno bolj, ne, tudi v slovenščini peli in da je bilo mogoče vedno bolj zanimivo, če so bile to avtorske pesmi, ne, v slovenskem jeziku, napisane tukaj. Prepevi teh, ne, v slovenščino. Ja. Jaz mislim, da je to bolj, to počasi tako prešlo do tega, ne, se pa mi tudi znamo kaj narediti, ne, pa tako naprej, da je to s tem bilo povezano. Zanimivo, ne, kako je potem, kako so vsi ti pevci iz mariborskega bazena potem bili v prvih vrstah slovenske popevke, ne. Ditka Habel, Edin Fliser, Alenka, potem, koga še lahko? Neca Falk. Neca Falk. Potem so bili, kaj pa vem, kdo je še bil tu iz Maribora? Karli Arha. Ja, Charlie, seveda. No, Charlie. To bilo še, ne? Ivo Mojzer. Točno, mislim, mi to sploh ne moramo... Ivo je bil takrat bobnar, ko smo me pele. Je bil naš bobnar. Ne moramo našteti, ja. Ne? Ja. On je takrat Ditko rad videl, ne? Pa jaz mislim, da to so bile vse tako bolj neke, se veš, ne, tele simpatije, bolj kot kaj drugega. Nista nič imela, bi rekla. Ne. Mi smo bile mladičke še takrat. Ja, ne, in so potem vsi tile pevci, ki so bili v Mariboru dosti radikalnih, pravzaprav pojavih, ne, rockerskih, subkulturnih nekih, ne, so potem postali popevkarji, ne. Ja, vidiš, in potem so vsi peli slovensko, ne. Edwin Fliser, ki smo mu rekli mariborski ali slovenski Tom Jones, ne, on je pel Tom Jones in vse drugo v angleščini, je potem pel v slovenščini, Alenka ni več pela v angleščini, ampak v slovenščini, ne, in tako naprej. In to se ni v vaši generaciji obravnavalo kot izdaja, ne, da so oni postali komercialisti? Sploh ne. Ne? Ne, življenje gre naprej. Tako se je sprostil prostor za nove generacije. Za nove mlade, ja, ki so pa potem druge vrste glasbe, pa zopet... Ker tista generacija LSD band, pa to so že mlajši, ne? Teh se sploh ne spomnim. Pa Alarm. Ja, Alarm, točno. To so že progresivno muziko igrali, ne? Katera leta so bila to? Začeli so 68, pa Alarm je 71, doživel recimo vrhunec, ne? Ja, vidiš, takrat sem jaz že bila tukaj v gledališču, v službi, ne? In potem 72. sem že mamica postala in potem meni to več ni bilo toliko zanimivo, da bi to spremljala. Ti pa res poznaš zdaj to sceno do potankosti, ne, ker si se pozanimal in se je dogajalo, ne. Jaz sem raziskavo naredil lanskega leta, na to temo, pa LP smo izdali. Pa zdaj delamo film in tako naprej, Ja, no in kako se je potem odvijalo to? Ti si se potem ustalila? Ja, jaz sem se, ustaljeno življenje tukaj.
kot sem rekla, sem šla za eno leto nadomeščati eno kot šepetavka v drami, potem sem pa to ostala dolga leta, rada, zelo rada sem to delala, fino delo je, ne. Vmes pa sem tu pa tam tudi v kakšni predstavi nastopala, večkrat v kakšni, kjer se je pelo, ne, zato ker pač nekako vsi so vedeli, Alenka poje. No in s Charliem Arharjem ravno sva eni predstavi Butalci sodelovala, midva sva pela, povezovala celo predstavo s songi in ali v duetu, ali vsak sam, ali smo tudi kakšno vsi skupaj zapeli. In midva nisva bila Butalca, ampak Tepančana, ne, Tepančani so bili pametni, ostali pa Butalci, ne, in potem smo imeli takšne pikre pa zbadljive songe in Charlie je bil super. A Charlie je bil zaposlen v operi? Operi, on je bil v opernem zboru zaposlen kot pevec, tako kot moja mama in kot na začetku moj očim. Je pa pel tudi take manjše vlogice nekaj, ne, ampak izredno je bil tudi igralsko nadarjen, ne. Tako kot je bil v privatnem življenju zabaven komik, tak je bil tudi na odru, ne. Takrat to posneli za radio, obstajajo kakšni posnetki teh? Jaz imam posnetek cele predstave, ker smo to predstavo snemali na RTV v malo skrajšani obliki, tako da je bilo vsega skupaj za 1 uro za novoletno oddajo. In ta obstaja to, jaz imam to celo doma. Moramo pogledati, to moramo poskušati. Ja, to je bilo zelo luškano. Celo pol smo bili povabljeni, so snemali, so bile en čas ene oddaje o teh pač raznih pevcih, ne, ki so se imenovali Večer s tem pa tem, ne. In tak je bil tudi Večer s Charliem Arharjem. In on je imel tam vse svoje možne pesmi, pa razni gostje so bili. Takrat so bili prvič tudi Lačni Franc gostje v tej oddaji. To pa je že bilo leta 82? Nekaj takega, mogoče. Ali pa tam konc 70, 82, tak nekaj takšnega. No, skratka, in bila sva pa povabljena tudi midva z igralcem Petrom Trnovškom, ne, da smo s Charliem skupaj zapeli, midva s Charliem, en song iz te predstave Butalci, in to imam tudi posnetek nekje. In Peter z njim tudi en, ko sta tudi duet pela, ne. To je bila fajn oddaja, ne. Tale pa Trnoster Marjan, ki je bil takšen res voditelj teh raznih oddaj s svojimi takšnimi aforističnimi pripombami in je bila zelo fina oddaja. Charlie pa je pel vse od teh raznih, ki jih je na Veseli jeseni pel, do svojih takšnih v stilu francoskega petja, ne, Gospa Filomena in ne vem, perfektne pesmi. Vesen Geo, tukaj pa ste se stiskali takrat, ne? To je bil samo en oder, Stara dvorana, ne? Ja. In tam so bile gledališke predstave, tam je bil balet, opera, drama. Edino tu nekje ob strani je bil še en mali oder, kjer smo še male predstave, pa otroške predstave, nekatere. A mali oder je bil? Mali, ampak tam, kjer je zdaj šank, ko prideš noter v gledališče za publiko, ne, in so se karte prodajale, je bila ena tak večji prostor, kjer je bil mali oder. Se Stara dvorana pa še zdaj v takšni obliki, oziroma je dosti spremenjena? Samo obnovljena je, ja. Obnovili so. Je veliko spremenjena od tistih časov? Ne tako zelo, razen da so recimo lože, ne. Lože so bile pregrajene, ne. Vsaka loža je imela tudi obešalnik, ogledalo, zadaj visok stolček pa tako naprej. Te pregrade so vse podrli, ne, tako da je vse v enem. Pregrade so bile med ložami, ne? Ja. Posameznimi, ja? Ja. Točno. In to je še vedno, zadnjič sem bila mimogrede v ljubljanski drami na eni premieri, oni imajo še vedno takšne lože s temi pregradami, ogledalce, tako naprej, obešalnik, da si lahko še kaj tam, tako prav nostalgično mi je bilo, ne. Pa se tudi ta dvorana, Stara dvorana, SNG Maribor je ena izmed starejših, ne? Zelo, to so že, kaj jaz vem, kdaj se sploh ne spomnim več, kdaj so že zgradili, še v časih onih avstrijske naše, ne, zgodovine. Avstro-Ogrske. Ja. Tudi jaz ne vem, kdaj so zdaj. Potem pa je obnova bila, kdaj je bila obnova, kdaj se je nova dvorana delala? Če bi konec ti meni... 80-ih, začetku 90-ih.
Ja. Ne, v začetku 90-ih, pa konec 80-ih je že bila nova dvorana. Ja. Je že bila, ne? Ja, zato ker takrat je prišel Tomaž Pandur, ne, in smo že potem tudi na tem novem odru v tej dvorani igrali. Dajmo malo ta obdobja skozi, ne, različne ravnatelje. Prej so se imenovali ravnatelj SNG, ne? Je to res ali je bil direktor že pa umetniški vodja? Manj, da so bili ravnatelji tudi. Ravnatelj je bil, ne? No, ko sem jaz prišla, je bil direktor celotnega teatra, mislim, da Juro Kislinger ali pa še prej ne vem, to so bili tudi malo tako politično nastavljeni. Ni nujno, da je imel kaj dosti pojma o gledališču, ker se spomnim ene anekdote, ko je takratni ime pač greh se pove, grešnika pa ne, vprašal eno iz zbora pevko, ne, je rekel, vi ste v operi, ne? Tako srečala sta se tu nekje na stopnišču. Ja, pa kaj pojete? Sopran. Ja, kaj bi lahko vi zvečer, je tale glavna pevka je zbolela, pa ne morete peti zvečer, bi lahko vi to namesto nje peli, ne? Ona ga gleda, takem čas, ne? Je rekla, ne bi mogla tega jaz peti, to moraš mesece in mesece študirati, da se naučiš tako glavno vlogo. Se pravi, pojma ni imel, ne? Ampak pač bil je ravnatelj ali kakorkoli že direktor. Tako da so v vsakem obdobju nastavljali politično. Ja, tako da bili so različni, pa Rudolf, pa Krajnčič, pa kaj pa vem, Bruno Hartmann, pa bil je tale Kislinger, pa Bruno Hartmann je bil direktor tudi? Ne. Ja, tudi. No, potem... Umetniški vodje pa so bili drugi, ne? Umetniški vodje pa drugi, ja. No, Hartlič je prišel kdaj? Hartlič tukaj nikoli ni bil umetniški vodja, on je bil v Ljubljani, ampak on je bil tudi dramaturg. Ja? On je bil tukaj dramaturg in je prišel v času, ko je bil Gombač tukaj umetniški vodja drame. In takrat je prišel tudi Peter Trnovšek, ne, kot mladi igralec, brez akademije, tako kot jaz, brez akademije, ampak on ima zdaj Borštnikov prstan, ne. In potem so bili brez akademije še Angelca Jenčič Janko in Milena Muhič, ki imata obe tudi Borštnikov prstan. Tako da to ni tako pomembno bilo takrat in očitno še zdaj ni bilo, ker jaz sem potem dobila status igralke pred toliko let nazaj od ministrstva na osnovi teh vseh predstav, ki sem jih odigrala. Ne. Na ta imena, ki si jih prej naštela, se spomnim, da smo jih vsako nedeljo slišali v mariborskem feljtonu. Ja, to pa so naši igralci, to je zelo popularni, zelo zelo priljubljeno. popularni so bili med ljudmi, ne, pri ljudeh, ki so bili preko Radia Maribor popularizirani, preko mariborskega feljtona. To so vsi poslušali. To je bilo takrat, ne vem danes, kdo še to take stvari podobne posluša, ne, radio. Kateri je danes popularen igralec SNG? Če se vprašamo, kdo je tako popularen, ne? Primerljivo popularen temu, kot so bili v 70-ih. Mogoče z ozirom na film Petelini zajtrk Vlado Novak, ne? Ki je tudi drugače odličen igralec. No, saj bi se jih še našlo, ne. Dajmo reči. Veš kaj, res, probajmo se spomniti. Težko bi jaz zdaj tu, nisem čisto merodajna za te stvari. Ne, kot publika, čisto kot publika. Ja, ker nisem samo publika, veš, ker to so moji kolegi, ne, in meni se zdijo seveda mnogi odlični in pomembni, ampak res pa je, koliko procentov ljudi pa sploh hodi v gledališče, ne. Redko kdo jih pozna, ne. Misliš, da je to drugačen procent, kot je bil v 70-ih zdaj? Da zdaj manj ljudi hodi v gledališče? Mislim, da ne, manj. Manj ne? Ne, manj. Vedno to bil isti procent. Ampak že takrat je bilo, kaj pa vem, je bilo to 5% od vseh ljudi, ne? Neki procent, ja. No, eni strašno radi hodijo gledati. Je pa tudi zanimivo, kakšna razlika je med opernimi pa med dramskimi, tole publiko, ne? Ja. Ja, eni hodijo samo opere, dramo ne, eni pa sploh opere ne, ker pač ne marajo, eni oboje in tak, ne? Različno je. Se mi pa zdi, da se zadnje čase kar precej veča ta procent gledalcev. Vedno je polno. Opere, drame, baleti, vse je polno, ja. Pa tudi tu je zdaj stari oder, ne, nova dvorana, velik oder, potem mali oder spodaj, ne.
Pa Potem še komorni oder. prireditve so v dvorani, ni kristalna, torej, Katera? no, gor, Ta velika dvorana. A ja, misliš Kazinska? Kazinska, ja. Tudi tam. Pa še spodaj pod Starim odrom pa so v času te gradnje in obnove napravili komorni oder in tam so tudi predstave, tudi kot na Malem odru in za otroške igre. Tako da včasih imamo celo istočasno na Malem odru eno, pa na komornem eno, pa še na Starem eno, ne, pa tam, tako da je po celi hiši se dogaja, ne. Smo pa bili en čas kar utesnjeni, ja. Potem pa je res ta gradnja trajalo, naporno je bilo. Kdaj so to začeli graditi, da se res spomnimo se? V začetku 80-ih, sredi 80-ih? Prej v začetku. Veš, kaj tu pri teh letnicah me ne loviti, Ja, prosim, to so. ker če bi mi rekel, da letnice, pa bi se jaz doma malo, ne, se veš, Ne, saj ni. pregledala. Ne bomo, zdaj nismo, samo Ja, pa spominjava se, ne, če se. Ti si bila ves čas tu zaposlena, potem Ves čas, ja. Ves čas. 40 ali 35 let. Skoraj 40, ja. Zdaj pa sem že kar nekaj let veselo upokojena, ne? Veselo zato, ker pač še igram. Tukaj v tem gledališču eno otroško predstavo, ravno jutri 2 igramo. Druga od teh 2 bo 180 že, ne? 180 predstava. Ja. Ja. Leta 2005 je bila premiera in igramo, 2 leti vmes smo prekinili, da so neki novi otroci zrasli, ne? In zdaj igramo spet. Potem pa še eno, ki smo jo pa letos naredili premiero v ptujskem gledališču in je naslov Najstarejša obrt. To je o starih prostitutkah. Po originalnem tekstu Pole Vogel, te ameriške pisateljice, so stare od 72 do 83 let, ne? Mi smo mlajše vse. Malce. Bi lahko rekli, da ta predstava tvoja pravzaprav najbolj razpita v karieri, ne? Ja, trenutno že, pa drugače pa sem tudi kar v fajn predstavah igrala. Fine komedije, Ti nori tenori je bila, smo jih igrali vsaj 100 predstav, odlična predstava po celi Sloveniji, komedija, vsi so se zabavali, pa še razne druge, smo igrali opero za 3 groše, kjer smo peli vse to, ne, tega Brehtovo. Z Rifletom sva bila gospod Pičem in gospa Pičem, mož in žena, in sva pela tudi duete in dosti tega je bilo, kabarete smo imeli, Jure Ivanušič je svoj zadet kabaret napravil in nas je bilo nekaj igralcev in smo prepevali. Potem smo naredili kabaret Karla Jedermana, tu so bili Nebojša Poptasič, vse te pesmi napisal in muziko in smo tudi peli in bili uspešni in imeli svojo publiko in fene. Tako da dosti finih predstav. Recimo, to je knjiga, to je bila moja zadnja predstava Nosorogi, Ja. v kateri sem imela, Mogoče pokažete malo v kamero, pa malce poznamete, ne? to je ta gledališki list, v kateri mi je rekel takratni umetniški vodja Vili Ravnjak, je rekel: Alenka, tu zdaj pa imam za tebe eno pravo vlogo. Očitno sploh ni prebral nekaj takega, ker ko sem jaz dobila tekst, listam, ne, in kaj najdem? Starčkova žena je bil naslov moje vloge in to je bilo tako na eni strani, ampak v oklepaju je potem pisalo glas izza kulis. To sem bila jaz, ne. In tistih par stavkov, ki sem jih povedala, se me sploh ne bi videlo, ne. In jaz potem rečem, no, to pa je vloga. Dobro. In potem to je režiral Vito Taufer, sem rekla: Vito, glej, tu piše glas izza kulis, kaj če bi mi to kar posneli, ne, pa vi, ko je to na vrsti, lepo spustite. Veš kaj, je rekel, če te že imamo, te bomo pa pokazali, ne, je rekel. Tako recimo je to izgledalo, ne. No, to je, ko sem jaz šla, se upokojila, so potem to dali, recimo to je najprej članek, ne, 40 let Alenke Cilenšek v našem gledališču in pač piše tu vse te predstave in tako naprej. Za katerega smo rekla, da ga ne bomo brala. Ja, tu so pa vse pač iz raznih predstav fotografije. Recimo
ta je iz te čarovnice Hillary, ki jo bomo igrali jutri. Tukaj sva z Rifletom v temle Brechtovi operi, tu sva z Vladom Novakom v Ti nori tenori. To je iz predstave Vojček, ki je bila v začetku 90-ih. Pavlo Maggielli je režiral, to smo še tukaj spodaj v temle minoritski cerkvi igrali. Tu sem pela 5 evergreenov, ne? Kot kavarniška pevka. To je iz tele predstave Zadet kabaret, tudi sem pela. To je iz Orwellove Živalske farme, Damir Zlatar Frey je režiral. To je iz ene ptujske fine predstave Jamr. Skratka, pač to sem si jaz izbrala, nekaj slik, ki se potem vedno komemorativno objavijo, ne? Ja. No in je tako. Potem sem pa še, recimo, ko sem se upokojila, ne, še eni 2 leti igrala, ker sem bila v 5 predstavah še, smo to še igrali, ja. In to zdaj še eno tukaj, ne. In tu potem nekako niso več povabili, čeprav je bila obljuba, ne. Da, če me bo pa kdo želel, pa me bodo povabili, pa recimo sem zvedla vsaj za 3, ki so me želeli, ne. Ampak niso vabili, ker ali ni bilo denarja za honorarje, ali je bilo treba zaposliti tele, ki plačo dobivajo, kar je sicer logično, ne. Ampak so seveda bili tudi gostje, ne. No, pa se potem pojavi recimo kakšna vloga v TV nadaljevanki, pa sem delala radijske igre za Radio Marš z temle Zulk, Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture. Točno, v TV nadaljevankah smo te videli tudi več, naštejamo mogoče, katere? Ja, jih je kar bilo nekaj. Je bila Čokoladne sanje, Blisk, Hotel Poldruga zvezdica, potem Naša mala klinika, potem Lepo je biti sosed, pa kaj jaz vem, recimo v Zagrebu smo snimali Stipe v gostima, sigurno je še kakšna, pa se zdaj ne spomnim. Pa potem sem igrala v enih filmih tudi, v 2 Vinka Möderndorferja, Predmestje, pa Pokrajina številka 2, pa v enem fajn odštekanem filmu Bitenc, Brane Bitenc ga je režiral, Kosilnica. Pa še kaj bi se našlo, ne? Super. Zdaj v bistvu imaš čas, da se lahko angažiraš v Reunionu The Chainsov. Ja, lahko bi se, ampak sem se pač na drug način, recimo Lauženki, ne? To je en band, ki seveda so mlajši, oni so bili pozneje, ampak so zdaj pred kratkim imeli 30. obletnico in so se zopet malo zbrali in zopet napravili. Lauženki iz Nahkasla. Z Nahkasla, ja. Oni so me povabili kot posebno gostjo, ne, oni so peli 80. muziko, tam Novi val, recimo, ja. In tako naprej. Ja. No in so me povabili in sem pela 2 pesmi, Dodirni mi kolena, to bi baš voljela, pa še Idem tamo gdje je sve po mom. Tak to. In to smo peli na njihovi tej, tam v eni taki dvorani, tam ob jezeru, potem pa tukaj na Lent prireditvah v KGB-ju, ne. Pa Preporodovci so bili, še Smilen Kreže je pel, ne, oni so bili prvi, mi drugi, tako da sem jaz prišla s tema svojima 2 pesmicama na vrsto, ko je ob 1:30 zjutraj in sem rekla, no, se vem, da sem imela prav, da nisem šla v to vrsto pevskega nastopanja, ne. Meni je bilo všeč lepo to, prideš na oder, tam sedijo, kupili so karte, želijo si te gledati, na miru so, poslušajo te, ploskajo ti, ne pa, ne, tam v KGB-ju pa vsi se pogovarjajo, pa ono, pa pijejo pri šanku, pa prideš na kafe, avtomat, cvili. No pa ja, cel kup takih stvari. Recimo to, ko sem rekla, da smo imeli kabaret Karla Jedermana, ne, je potem Nebojša Pop-Tasič za eno od teh prireditev na Lentu ustanovil trio Karla Jedermana. To pa smo bili on, pa Branko Rožman, harmonika, pa jaz. In smo na Jurčkovem odru nastopali s temi pesmimi iz kabareta, ne.
Meni je bila to zopet katastrofa, ne? Ker mi seveda nismo bili Predin pa Kreslin pa tako naprej, kot čisto napolnijo tam tisto prizorišče, tako da sploh ne moreš niti blizu, kaj šele mimo odra, ne. Tu pa je bilo dovolj prostora, ker ljudje so sedeli pač pri mizah in je še bilo vedno to sprehajališče mimo odra, ne. In tam so prihajali, ne, pa starši z otroci na ramenih in baloni in vrečkami in pa eni, ki so že prej tam sedeli, ne, in se pogovarjali in jih sploh ni zanimalo, kaj mi tam pojemo. Ja, ulični koncert je tako, če ni nabito, ne, če se ne nabije, potem ni koncert. Ja, se ti pravi. Potem je glasba za kuliso. No in tu se je še enkrat, ne, potrdila moja odločitev, da ne bi, razen, no, seveda, če bi bila neka, ne vem, no zdaj pa nastopamo... Na Veseli jeseni si nastopala večkrat, ne? Ne, jaz nikoli. Ne? Ne. Jaz potem nisem pela nič na ta način, ne. Pač pa zdaj Helena Blagne z nami v predstavi igra, ne. Ona igra v tej predstavi Najstarejša obrt, ko sem rekla, da smo stare prostitutke in tudi pojemo, jaz pojem eno krasno pesem Bojana Sedmaka. On je to napisal besedilo in melodijo, ne. In ker smo si morali izbrati ali pa napisati vsaka svojo pesem, ki jo je potem tam uglasbil en Tomi Valenko, ne, ki nas spremlja. Jaz sem rekla, jaz ne bom nobene pesmi pisala, jaz bom to pela, ne. In Pocestnice, Prešušnice, Nastavljavke in tako naprej. Jo sicer poje že Jani Kovačič na enem CD-ju, ima že posneto. In da se pohvalim še malo, smo imeli prekrasno kritiko za to predstavo, vse igralke z raznimi besedami nas označi, kako smo bile super, vse, tudi Helena. Ta predstava ima dober marketing, ne, kolikor vidimo, odličen marketing ima ta predstava tudi, ne. Toliko kot marketing napravi ptujsko gledališče, drugače pa je tudi ustno izročilo, ne, ker predstave so polne skozi, ja. No, samo to, da še povem, s to pohvalo same sebe, seveda, da je v kritiki pisalo, ker vsaka na koncu, ne, ena gre že po prvem prizoru, ne, odpoje pa odide. To pomeni, da je umrla, ne, ker smo že stare. In potem druga in tretja in četrta, ne, in ko pridem jaz na vrsto, ne, zapojem to pesem, ki sem povedala, da jo, in je napisal ta Zdenko Kodrič, ki piše kritike v Večer za ptujske premiere, je napisal Smrt ponazori tudi pesem. Najboljše je odigra Alenka Cilenšek, njeno petje je enkratno, čudovito, nepozabno. In meni se je kar tako malo sedlakčice nasršile, ne, ko prebereš to, ko si tako že 6 let v penziji, pa si misliš, pa to Vse to so dejstva, ne, vse to ni, to pa res... So dejstva, ampak te vedno so... kar malo poboža po dušici. Zdaj, če gledamo mlade pevke, mlade pevce pridejo iz akademije, pojejo in kot da bi vklopil pevski avtomat. Brez čustev. Piva ali nima duše. Bi rekli Dalmatinci, ne? Ja. Glej, nekateri so zelo fajn, no, moram reči, mladi. Jih jaz tudi večkrat slišim in poslušam, ne. Nekateri so si pa preveč podobne, tako da sploh ne razločiš, katera je. Mogoče tudi zato, ker dosti hodi k eni se učiti, ne, in potem imajo njen stil in si najprej misliš, da poje tista njihova učiteljica, pol šele ugotoviš, da je to neka druga, ne. Ja. Ampak meni se vse bolj zdi, da ni toliko čustev. Pevci ne izražajo toliko čustev, kot so jih recimo v 60-ih, v 70-ih. Da izvedba ni tako čustvena. Čustvena ni, pa zato... Kot da niso delali na izvedbi, kot da so delali samo na intonaciji, na ritmiki, na... Ja, če je pa videospot narejen, pa predvsem delajo na razkazovanju pevca, ne. Tako da danes, recimo, to si sploh ne moremo predstavljati, nismo mogli takrat, da bodo pevke morali biti na pol slečene na odru, pa ne, poleg tega pa še plesati, pa ne vem še kaj. Čudovito je videti, ampak so pa čisto drugi časi, ne. Zdaj moraš in fizično biti aktivn in plesati in manekenka in lep in kaj jaz vem, pa vse jih da operirati in tako naprej, ne. Vem, se pravim, da je produkcija kar štancajoča, da starejša generacija dosti bolj obvlada te petje na odru.
tak občutek imam. Jaz moram reči, da petja nikoli nisem se učila, ne študirala, da tako rekoč ne rabim opevanja pred predstavo, ker imam neki dar, ne. Dano mi je bilo pač, podeduješ to, ne. In je. Gremo še malo na osebno življenje, lahko? Lahko tudi? Ja, lahko. Dva moška sta, znana Mariborčana, sta zaznamovala tvoje življenje, ne? Ja. Furgula. Furgula, Igor Irgolič, z njim sva se poročila in hčerka najina je Uja Irgolič, ona je montažerka zdaj, v Zagrebu študirala filmsko montažo in dela razne dokumentarce. Lepa punca, sem ponosna na njo. Ampak zdaj, ker so taki časi in je tale SP, ne? Časi SP-jev. Časi SP-jev in tudi dela vedno manj in tudi vse se prepolovi plačilo in tako naprej, je malo težje, ne? Tako da ni čisto tako, kot si je mogoče predstavljala, da bo, ne? A veš? Ja, po eni strani se snemajo eni filmi, ampak pustimo za to. No, Igor Irgolič je pa imel... Precej živahna osebnost, ne? Zelo. On še zdaj živahen, ne? Je bil tudi v 60-ih. Vedno. Poskakujoč. Odštekan. Ja. Ja. Odštekan, zabaven in veseljak za vse, ki so ga poznali površno, ne? Za mene, ne? Če že govorimo o osebnem življenju, pa seveda zaradi tega sva se tudi razšla, ne toliko, ker privatno življenje je pa nekaj čisto drugega in človeka spoznaš še s popolnoma druge plati, ne. In, no, ampak on je takrat bil tudi eden prvih, ki je dobival te plošče, ne, iz Anglije od, ne vem, nekih prijateljev, so mu poslali in je bil največji frajer, ki se je sprehajal z eno long playko, ne vem katerih, recimo Beatlo ali pa še kakšnih prej, po Gospovski in Partizanski in kar ustavljali so ga vsi, daj joj, pokaži, ne. To je bil takrat čudež imeti tako zadevo, ker nisi kar tako prišel do tega, ne. Pa obleko je Maribor, ne. Ja, potem je pa nisi dobil finih frajerskih hlač, ki bi ti pristajale, ne, in se on pri eni svoji teti, ker je pa zelo ročno spreten, ne, naučil, dobil kroj in si napravil sebi najprej prve, druge, tretje hlače, potem so ga še drugi nažicali in potem je on delal take hlače, kot jih je imela skupina Kings takrat, ne. To so bile hlače, ki so tu zgoraj imele ne eno zadrgo na sredini, ampak dve, tako malo na vsaki strani tu spredaj. Tale šiv spredaj je bil prešit tukaj do dol in spodaj pa je bil še takšen tak odprto, ne, tak mali šlicek se je temu reklo in te Kings hlače se je tudi takrat pol te mularije dajalo šivati, ne. Potem pa je zvočnike kupil skupaj z Vojko Pečar, sta imela diskoteko, najprej mogoče pri Anderliču, tam tista, potem so podrli tisto zadevo, zdaj imajo tam eno hiško, kjer se spi in tam so bili perfektni disko večeri, ne. Tam je začel tudi muso Milan Latin, je lahko prvič vrtel, ne, plošče kot DJ, pa Igor seveda, ne, in tudi Vojko. In potem pri Kličku spodaj v kleti in potem na Sidru in potem na Fontani, prva ta diskoteka na Fontani je bila Igorjeva in Vojkova, ne. Jaz sem si pa zmislila naziv, ne, vhod je bil od zadaj, spredaj je pisalo Fontana, to je bila restavracija, pa kaj jaz vem, spodaj je bil še en bazenček in pod bazenom je bil še en lokal, kjer so bila okrogla steklena okenca, da si lahko ti v bazen gledal, kako plavajo mimo, ne. In včasih so se tudi smešne stvari dogajale, ker tisti plavalci niso vedno vedeli, da se jih vidi in so se že kaj, ne, popravljali in tako naprej, tako da, no, skratka, tam od zadaj je pa bil potem zgoraj napis v diskoteko se je šlo, ne, in sem jaz rekla, daj, kakšno ime bi zdaj dali tej diskoteki. Sem rekla, naj bo Fonotana in tisti drugi O, ki se je dodal, naj bo v
kot plošča narisan. Ne? Kot plošča. Super, te plošče, super, ki so se vrtele in je bila tudi, in to pa je bil moj dodatek. Ja. Mene žal nikoli nisem bil v Fontani, nikoli nisem bil v Nisi bil? diskoteki, ne. Pa je že bilo v mojem času, nisem nikoli No, jaz moram reči, da v to tem času sem se naplesala še za celo življenje, tako da se mi zdaj sploh več ne da. Ne? A je to Fontana potem bila obnovljena cela ali je to v tej zgradbi isti? Zelo je bila obnovljena. Ali so to pregradili? Preuredili so vse. Ja. Ja, ni več to. Ne, ker je tam ti bazeni, tam, kjer so ti bazeni, pa to je vse drugače. Ja. Drugi pa je Bojan Sedmak, ne, Bojan pisatelj, Sedmak. On je pa tudi glasbenik, profesor avtor. slovenščine na gimnaziji. Ja. Eno knjigo je tudi pri tebi, ne, izdal. No, s Bojanom sem jo poznal. Lani že ali letos? Dolga leta, Letos, ko je ne? nastopil. Letos je šla ta. Letos je šla, Ja. točno. Ja. Lani je pa izšla njegova knjiga Tisto je naslov. Pesmi, ki jih je pisal že kot študent, pa pozneje vsake toliko, in ki so bile že uglasbljene. In, Kdaj sta skupaj? midva? Ja. Od kdaj sva S skupaj? Bojanom, ne? Ja, po moje že njih 27-28 let. Smo se že takrat srečavali, seveda, ko smo skupaj nastopali, ne? Ja, Bojan je nastopal z akustično kitaro. ja. Zdaj pa Je to bil več kantavtor. Ne, je rekel, da pač ti časi so mimo, naj drugi. No in zdaj pa izdal CD z vsemi temi pesmimi, ki jih je on uglasbil in ki jih drugi pojejo. Ki jih pojejo, recimo je tudi Predin, pa je tale Jani Kovačič, pa zdaj sta posnela Mija Žnidarič, pa Stevie Klink, pa je posnel Jurej Vanušič z enim bendom, pa tile Lauženki, pa Marko Grobler, pa ne vem, se sploh ne spomnim več, kdo vse, dijaki Alfa Romeo njegovi. band. Pa, ja. Ja, ja. Ja, on je en izmed boljših avtorjev glasbenih v Sloveniji, po mojem. Odlično. Lahko bi pa bil, Odličen lahko bi bil izredno uspešen kantavtor, če bi takrat nadaljeval kariero iz 80-ih. Konec 80-ih nekaj pustil, ne? Ne? Ja, meni se zdi, on je rekel enkrat, Pa nekako da se on, izogiba intervjuju. ko so ga vprašali, pa zakaj ne izdaš teh pesmi, pa to ne, zakaj ne knjige? Da on bo knjige začel izdajati po 50. letu in točno to se je je uresničil. zgodilo. Ja. Ker zdaj pa bo, naslednja bo pa izšla že pri založbi Pivec. Tudi ena taka pesnitev dolga. Roman je rekel, da ima osnutek v glavi. Super. Lahko da bo trajalo leta, ampak sigurno pa bo enkrat, ne. Tako da fino, ja. Zelo prijetnega partnerja imam, s katerim se lahko dosti pogovarjava in debatirava. Kaj pa še malo, mogoče Maribor obdelama proti koncu? Maribor je bil v 60-ih celo večji, ne? Celo v 60-ih, 70-ih je celo več prebivalcev, po statistiki pa je bilo živelo v Mariboru. Ne? Tu si pri teh številkah si ti bolj doma, jaz ne. Ja. Takrat jih je bilo več? Ja, seveda, vse tovarne so bile. Ne? Po nekaterih podatkih je enkrat celo pisalo 140 000, zdaj pa nekje 95 piše. Ne? Ja. No, kaj praviš na razliko Maribor zdaj, po 2000, pa v 60-ih recimo? Veš kaj je, v 60-ih, ne, sem jaz bila mlada, ne, in mladim, ker pač nimajo drugih izkušenj, se mi zdi, da je vse fajn, kar se takrat dogaja, ne. Zdaj, če pogledam nazaj, seveda so stvari, ki niso bile fajn, ne, pa so zdaj boljše. Mogoče so pa tudi stvari, ki so bile takrat boljše, ker so zdaj preveč že skomercializirane in preveč je vse na denar in na, kaj jaz vem. Takrat so bile mogoče tudi ene druge kvalitete, ne. Maribor, ja. Meni se je Maribor, ko sem v začetku 70-ih prišel v mesto, pa če primerjam zdaj, recimo zdi, da je bilo takrat bolj podobno mestu, kot pa zdaj se mi bolj zdi podobno Čemu? vasi, kaj jaz vem. Res? Ne vem, primerjave z drugimi mesti, ne. Nazadnje je tu bila ena tuja literatura dostopna tedensko, ne vem, kaj vse je bilo dostopno.
Veš kaj? Lokali so bili, vse živo. To je vse res, ampak jaz ti moram reči tako iz mojega stališča, ne? Meni so že rekli, da veš kaj, ti pod steklenim zvonom živiš v bistvu. Sploh ne vidiš, kak je Maribor, kakšni ljudje so tu, kaj se tu vse dogaja, kak je vse slabo, pa to, ker ti živiš v glavnem v tem okolju tukaj, trikotnik, teater, tam 3 ulice više, 4 ulice levo, desno, ne? In tu vse nekako zgleda v redu, tu so fajn ljudje, tu se prijetno družiti, onega drugega, če nočeš, sploh ne opaziš, ne, recimo. Seveda pa včasih prideš pa zvečer v mesto po 8 uri, je to kot hiša strahov, oziroma prazna hiša strahov, nikjer nikogar, Gosposka je prazna, vse je prazno, ljudi ni, če kdo pride, je neki ali pijanček ali neki osamljenec tam okrog hodi, ne. Čez dan pa tudi, včasih, ne vem, se spomnim, en mi je rekel, ti veš, da ne vem, ali imam jaz danes tak dan, ampak hodim po mestu, pa sami neke revčke z vrečkami srečujem, neke, ki prosijo, eden na tem vogalu, drugi na onem, ne. Pa, jaz pa mogoče, kaj zvem, ali imam jaz bolj pozitiven pogled. Vsi imamo že par takih let, oziroma 10 let. Ja, sej. Ja, upamo, da bo, ko bodo gledalci to gledali na naši internetni televiziji SITV čez 25 let, leta 2030, naprimer, da bo drugače, da bo boljše. Mogoče kako zaključno misel? Zaključno misel? Ne vem, kaj bi bila. Jaz sem že cel čas hotela nekaj tu prebrati. Te pa dajmo prebrati. Dajmo. Glej, o Mariboru ali o meni, ker je intervju z mano. Gremo najprej o Mariboru, potem pa gremo za konec o tebi. Za konec o tebi. O Mariboru, če si rekel, da lahko prebereš nekaj o Mariboru. Ne, tisto je o meni. O Mariboru to, da... Kaj bi trebalo narediti? Kaj bi bilo potrebno, da bi se boljše počutili? Najprej bi bilo treba kaj z državo pa z vlado narediti, ne? Z vsem tem, kar se zdaj dogaja. Ker če bomo vedno bolj revni, kar kaže, bo težko kaj sploh narediti, ne? Narediti nekaj, kar se pa že dogaja v Mariboru, ne? To, da se ljudje že združujejo v ene takšne, recimo, skupnosti, pokrajevnih skupnostih, da se dobivajo na sestankih, da se dogovarjajo, kaj narediti, kaj popraviti, kaj izboljšati, neko samooskrbo, neko samopomoč med seboj in tako naprej. To so že ene pozitivne stvari, ki jih je treba narediti, ne? Tudi to, kar je bilo zdaj tale vloga v parlament za, se veš, ne, to za marihuano kot zdravilo, vse to, kar je bilo ti 3 zakoni. Legalizacijo marihuane v zdravstvene namene. No, tako. In še vse ostalo, ne, gojenje in izdelki in zdravila in to in ono, ne. Kako so se ljudje organizirali med sabo in se pošiljali, ne, na občino, da so podpisovali in seveda se je tudi doseglo, to veš, da je že? Ja, je prek zadosti jih in bo šlo tja. Zdaj je pa seveda odvisno od pameti tam vlade, recimo Urugvaj je to že zdavnaj uvedel, ne, in imajo krasno to. Oni bodo dobili davke, ne bo več tega prekupčevanja, ne bo kriminala s tem v zvezi. Skratka, pametni ljudje, moram reči. Upamo, da bodo tudi pri nas taki in če bodo, potem bo tudi Maribor prosperiral, ker ima vse kvalitete za lepo mesto, dobro mesto. Zato se tudi jaz nisem nikoli izselila od tukaj, ker sem se tukaj vedno zelo dobro počutila, celo življenje. In moram reči, da tudi ljudje, ki so prihajali v gledališče, to je pač moja stalna, se vračam na to gledališče, ker to je moje življenje, od rojstva že in še vedno, ne. Prihajajo razni igralci, režiserji in drugi sodelavci, navdušeni so nad Mariborom, nad gledališčem, nad okolico Maribora, nad tem, kar imamo. Ene take lepe stvari so nam tukaj kar dane, ne.
Ja, z geografsko Ja. lego in pa naravnimi Ja. danostmi je Maribor res v odlični Zdaj, če poziciji. se bomo ne. potrudili in če se bodo potrudili, mislim in želim, da bo Maribor cvetoče lepo mesto, kulturno. 2030 bo vse jasno. No, tako. Več pa tu pa sem napisala, to pa bom še samo zdaj za konec Prosim. prebrala. Hvaležna sem življenju za gledališče, za ljudi, s katerimi delam in se družim, za predstave, v katerih igram in za tiste, ki jih gledam, za publiko in aplavze in verjamem, da človek postane to, kar mu je namenjeno. Meni je bilo namenjeno gledališče. Otroku, gledalki, šepetavki, igravki. Po skoraj 40 letih sem se uradno pokojila, neuradno pa ostajam gledališčnica, saj veste, z dušo in srcem. Alenka Cilenšek, najlepša hvala za življenjski intervju. Super.